Dame in gospodje, dame in gospod, Sara Isakovič. Hvala. Lep pozdrav vsem. Jaz vas res prosim, tukaj prva vrsta res ne grize. Tukaj mogoče, se čuva, 1, 2, 3, 4, 5. Prosim, res usedite se. Jaz bi ful rad, ker bo bolj tudi moje predavanje. Jaz sem se spomnil, zakaj niso hoteli to prvo vrsto, ko so videli RTV-jevc, pa imamo ponavadi zadah po alkoholu. Tako da zdaj jaz bom šel tja zadi, pa lahko oni do zadi greste naprej. Ali pa jaz pa po kloru verjetno dišim, ne vem. Tudi ne več. Če vam pa še takole, tudi v redu, vem samo, da si želim, da vam je udobno, ker danes bo moje predavanje malo drugače izgledalo. In sicer, tako sem 30 minut, zdaj pa samo še nekaj. A imam jaz na voljo zdajle 17 minut, a 28 minut, ker smo 10-12 minut zamujali. Hvala, thanks. In sicer, danes imamo tole vprašanje, kako postati najboljša različica same sebe. Super vprašanje, jaz se s tem ukvarjam zdaj iz psihološkega vidika in sem prav tako razmišljala, kaj bi jaz vam lahko največ zdajle dala v teh 30 minutah. In sem se odločila, da bom malo drugače izvedla tole predavanje. In sicer 10 minut smo pogovarjali, 20 minut bomo možgančke programirali. A je v redu? Jaz vam obljubim, da vam bo ful koristilo. Ker jaz vam lahko zdaj vse, njune tips in tule dam, vse, kaj boste domov sabo vzeli in rekli, to je bilo fajn zamenjati, ampak če podzavest nima naprogramiranega ta pravzga filmčka, potem je bož, da vam jaz zdaj malo potem še programiram možgančke. In sicer, kako postati najboljša različica sebe? Kako? Se sprašujemo to vsak dan. V bistvu, kako sem si jaz razlagala to vprašanje je, gospa, tukaj imate direkt pred mano. Evo, super, koliko fajn. Jaz bom mogoče takole na odru, da navte mislo, kao Sara, čisto v naših obrazih. In jaz sem si razlagala to vprašanje bolj kot, kaj stoji za tem, da smo vsak dan najboljše, kar smo lahko. In v bistvu se mi prišla na misel samo ena beseda in to je samozavest. In ta beseda samozavest je tako, kakor, ful bi bilo fajn biti samozavesten, kaj to sploh pomeni samozavest? In včasih čist preveč zakompliciramo besedo samozavest. Vem, da je tukaj polna soba zelo lepih, samozavestnih žensk, ampak upam, da to resnično v duši noter verjamete. Ampak, kakor bomo danes videli, zelo hitro se preplav neka kritika, dvomi, negativa, slaba samopodoba in tako dalje. Tako da sem rekla, danes vam povem malo, kako je v bistvu naprogramiran naš in potem bi rada z vami vas vodila na neko potovanje. Ampak kaj to pomeni pol samozavest? Tako da se nek pojaviš in da rečeš, jaz sem največja carica na celem svetu, jaz to lahko. Katera tako reče kdaj? Kakšna tiha soba. Jaz res ne grizem, jaz upam, da se bomo imeli fajn zdajle naslednjih 25 minut. In sicer jaz si samozavest razlagam tako. Prvo kot prvo, najbolj pomembno je, same veste, da je ful pomembno, da se dobro počutimo v svoji koži in da se imamo rade. To je v bistvu ključ. In mislim, da se včasih nimamo dosti rade. Drugo kot drugo, da smo zadovoljne same sabo kot oseba. Rečeš, jaz sem taka kot sem. Ne vem, vse tiste druge karakteristike, neke prijazne, srčne, dobrovoljne, motivirane. Tretje kot tretje, dobro se počutim kot oseba glede na svoje sposobnosti. Glede na svoje znanje, kaj sem dosegla v življenju in tako dalje. Četrto, da sem drzna, da sem neustrašljiva, neustavljiva.
In to se ful dobro sliši. Ampak, kot sem rekla, zelo velikrat se zgodi, da ko se znajdemo v neki situaciji, neki izziv, karkoli to je, zelo hiter reče, ne, to pa jaz ne morem, joj, ne. Ne vem, če sem dosti dobra, sem jaz sploh za to pozicijo, ne, ampak ne verjamem lih, da mi bo ratal, pa in tako. Ali pa se začne neki dvomi in samo kritike. Kakšna sem danes, kakšne lase, vsa celulita sta debela, grozna, ne vem kakšna. Ja, Bog pomagaj. Koliko smo kritične punce, to je noro. In kako se bomo samozavestno počutili, ko nekam pridemo, če pa globoko noter ne verjamemo, da smo dovolj. In o tem se bomo danes pogovarjali, v bistvu, o čem je cela poanta. Da se nekje noter podzavestno ne počutimo dovolj. Dovolj dobre, dovolj lepe, dovolj vsega. In da nismo zadosti. In potem, ko prideš nekam, se hiter vklop tisti ki te hoče braniti od tega izziva in reči, daj Sara, joj ne, potrajš doma, joj to je pretežko, jaz to ne morem, vsega je preveč. Ful hiter. In kako potem vsak dan izkoristiti tisto situacijo in izpeljati svoje najboljše. To je malo lažje reči, kot v bistvu narediti, ampak jaz bi vas rada spomnila, da ste že bile tako noro samozavestne enkrat. Kdaj smo bili mi, vsi v sobi, najbolj samozavestni? Kdo ima dojenčke? Ja, res, koliko starega? Eno leto stari otročki so najbolj samozavestna bitja na svetu. In a mislite, da se otroček rodi in začne razmišljati, joj, ne me zdaj božati, ne me gledati, glej, ko mi šlavhi visijo, vse mi visi, pa ne, prosim, joj, ne, stran pejte, veš, vsa sem pokakana, polulana, lih pobruhana. Ja, ni šans, otročki skozi. Jaz si zaslužim tvojo pozornost, a je tako? In skozi delajo na tem bebice, jaz si zaslužim tvojo pozornost, jaz sem vredna tvoje pozornosti, jaz se imam rada in to pač s tem se rodimo. Kam gre to? Potem še pohvale. Ne vem, vprašaš otročka, kaj pa je to, pa reče, brm. Ja, brm, ja, avto, ja, bravo. Kaj pa je to, a bomo zdaj jedli? A mama reče, jaz sem lih prijateljca, ki ima 1 let pa 3 mesece, reče, skozi, a mama. In jaz mislim, ta otrok je genialc, govori, a mama. Mi smo rojeni s tem. S to ljubeznijo do sebe, s to samozavestjo in otroček se uči in hod, kolikrat pade na dan? 50-krat. Pa vse otrok ne reče, dej, brez veze. Kjera sem jaz zguba, 30-krat sem padel. Ni šans, ne bom več probal zdaj hoditi naprej. Ne, to je taka motivacija, taka samozavest. Jaz to zmorem. Skozi, pač tak imamo programček v možganih. Potem pa pridemo kam? V šolo. In potem kar naenkrat je neka primerjava. Aha, nisi več dober, to ni dober. Pa starši tudi malo zamenjajo to svojo vlogo. Zakaj pa nisi taka kot sestrica, zakaj pa nisi taka kot bratec? Nehaj težiti, pej stran, nehaj cmerati se, nehaj se jokati, Kdo pa misliš, da si, dobro, upam, da vam to starši niso govorili, ampak ja, jaz sem ful velikrat slišala, kdo pa misliš, da si, nehaj sanjati. To je šlo bolj teh slovenskih genov. Srbski geni bilo malo drugače. Moj oči meni, zakaj vam to razlagam? Zato, ker meni moj oči vsak dan celo življenje govoril, ti to zmoreš, ti vse zmoreš, kar si zamislila. Moja mami pa meni so zmešali, jaz grem domov, jaz nočem biti več tle, nehajte sanjati, kakšna olimpijska medalja. Jaz sem pa pač najavila, da bom olimpijsko medaljo osvojila. In začne se to in zdaj ful je odvisno, kako mi dojamemo te misli, ker mi moramo vedeti, da danes smo mi tukaj vsi v bistvu samo nek program, podzavestni program,
vseh naših staršev, učiteljev, prijateljev in njihovih miselnih vzorcev. Kdo smo resnično mi? Kje je res tista samozavest od tistega enoletnega otročka? Kam je šla tista samozavest? Ali je šla včasih po gobe? A ne? A bi bilo fajn, kako bi bilo fajn, da smo vsak dan tako ful na chill. In da smo res tako zadovoljne same sabo, da ne rabimo niti fanta, da te zdaj nekaj hvali. Vse je super, da nas fanti hvalijo. Ampak ful bolj pomembno je pa, da mi sebe hvalimo in da mi vase verjamemo. Ampak težko, ker morate se zavedati, da vsaka tista negativna misel, ki nam je kdo rekel, nehaj sanjati, kdo pa ti misliš, da si, glej, kakšna si. To je naša podzavest programirala in potem v nekih trenutkih se to manifestira. In ne verjamemo dost vase. Ampak ne verjamemo dost vase, zato ker na prvem mestu se nimamo radi in se dobro ne počutimo v svoji koži. Kako bomo nekam pa šle ful verjele vase, če se že ne počutimo dobro v svoji koži. Ampak vse to se da sprogramirati in natrenirati. In ni treba, da smo žrtev teh miselnih vzorcev naših staršev. Oni so pač naredili najboljš, kar so lahko, s svojim znanjem, ampak zdaj mogoče včasih tisti miselni vzorci niso bili najbolj, ne vem. Kako recimo moja mami vedela, kaj je mogoče in kaj ni mogoče. Njo je bilo strah. Njo je bilo strah in potem je ona projicirala njen strah name. Joj, ne, otrok božji, no, nehaj sanjati, joj. A te kaj strah? A te nič ni... Slovenski starši, koliko te je pa strah? Joj, a te je fejt strah. No, otroka nič ni strah, lepo prosim. Mislim, to je noro, jaz ko me čakam, da bom mamica. Ne vem pač, ne vem, kako bom, ampak se bom ful zavedala v bistvu, kako uporabljam svoje besede, da vplivam na svojega otroka. Vsako besedo, sploh do 5. leta, oni downloadajo kot največja resnica in mamice, to so najbolj tako holy beings. Če pa mami to reče, ampak vsaka taka kritika gre noter v dušo, nisem dovolj, nisem dosti dober, nisem dovolj to. In jaz si želim, da vsak dan, vsaka od vas si pred ogledalem vedno vsak dan reče, jaz sem dovolj, jaz sem vredna, jaz sem lepa, jaz sem sposobna, jaz sem pametna, fit, vse to. Ampak vem, da si tega ne govorimo dost. Kjera si to vsak dan ponavlja? Mislim, to je zdaj tako, kakor da vprašam, kjera tukaj si zobe umiva. Joj, okej. Jaz vem, da vsem neroden, kao jaz, če zdaj roko gor dvignem, bom pa ful samo všečna. Ne, to je najlepša stvar, kar je lahko v bistvu same sebi damo, je to, da se imamo rade in da delamo na tem. Okej, zdaj pa takole, zdaj si pa želim, če si mi prosim pridružite na tem potovanju, ker bi vam rada te miselne vzorce ne samo tako zdaj o tem govorila, ampak res mehko tako programirala v podzavest. A prav, nič strašnega, vi samo sledite mojemu glasu, jaz vas bom prosila, da boste zaprli očke, to je vse. Ful se boste dobro počutili in to bo res tak ful fajn začetek celi konferenci. Upam, da mi verjamete. Okej, in sicer zdaj, nažalost tisti, ki stojite, zaradi mene tudi, če se na tla usedete. Če bo tako v redu. Okej, zdaj pa, prvo si želim, da prosim, če vem, da je ful lepo sedeti tako, ker smo damice. Ampak je bolj fajn, če damo lepo noge tako na tla, tako da je udobno. Lahko so noge tudi mehko tako pač stegnjene, samo tako, da imate kontakt stopal. Super, okej. Zdaj pa roke lepo na stegna. Jaz pač mikrofon moram držati. Roke lepo na stegna. Ful imate udobne stole, ni to fajn? Okej.
Zdaj bomo pa takole začele. Zdaj bomo pa začele samo s tako kratko vajico, da boste hitrejš padle v to alfa stanje. Alfa stanje ni nič drugega kot to, da ste ful bolj kreativne in da imate fajno domišljijo. In sicer nič glave gor ali pa dol premikati, glava je čisto lepo normalno naravnost, kakor je. In si želim, da svoje učke zavrtite čim bolj nagor. Brez premikanja glave, se pravi, gledaš, kakor se le da v svoje veke gor. Gledaš, malo bo neprijetno. Zdajle, zato, ker je že malo neprijetno, bomo naredili en globok vdih in globok izdih. Super, še gledaš. Mislim, še jaz premaknila glavo. Ne premikati glave, še lepo gledaš. In naredili bomo še en globok vdih in izdih. In bolj, ko gledaš, mogoče bolj se ti mežika in to je dober znak. In bolj, ko se ti mežika, bolj se ti zapirajo učke. In počasi, ko boš pripravljena, ko postajajo veke težke, lepo zapreš oči. Kar lepo vse zaprete učke. Samo zato, da se lahko malo globlje podamo v naš notranji svet. In začele bomo še z enim malo bolj globljim vdihom, se pravi globok vdih in globok izdih. In na izdih si želim, da začnemo pri številki 1. In sicer z 1 sproščaš lepo mišice na obrazu, sproščaš čelo, sproščaš lica, sproščaš napetost v čeljusti. Številko 2, kot da se podajaš po nekih stopnicah, sprostiš še rame. Greš na stopnico številko 3, sprostiš levo roko. Stopnica številka 4, še desno roko. Pusti, da roke čisto padejo dol na stegna in so težke, tako lepo umirjeno težke. Super vam gre. Številka 5, ko se podajaš po stopnicah, opažaš, katera noga rabi prva sprostitev. In sprostiš tisto nogo. In potem sprostiš še drugo nogo. In naj ta sproščenost se lepo premakne vse do stopal in naj popusti popolnoma vsa napetost od bokov do prstov na nogah. In z vsakim naslednjim izdihom se spuščaš še tako globje v tako toplo, sproščeno, puhasto, tranzično stanje. In številko 6 se še sankaš, potapljaš, plezaš globje in globje in globje in se podajaš noter v svoj notranji svet. Številka 7, še vedno opažaš, kje držiš napetost v telesu in jo lepo sproščaš. Številka 8, tako zelo ti paše, da si sproščena po dolgem, napornem dnevu. Številka 9, opažaš, kako je glava umirjena, popolnoma prazna in pripravljena na to, da vklopimo zdaj nek tak noro lep filmček. Številka 10, popolnoma sproščena si, lepo se počutiš, dihaš umirjeno in enakomerno. In s to številko 10 si v izredno sproščenem, globokem stanju. In vsak hrup, ki ga slišiš, in vsako mojo besedo, ki slišiš, te lepo spravlja še globje in globje in globje in globje. In zdaj, ko se tako lepo počutiš, si želim, da si naslikaš v glavi, kot da odpreš neka težka, velika vrata. In ta vrata te popeljejo točno pred vhod tvojega otroškega doma. Lahko je to stanovanje, lahko je to hiša. Kje si bila doma, ko si bila otroček? Kje si živela? In ti
tako lepo samozavestno stojiš pred temi vrati, mogoče vidiš še pred pražnik, kakšne barve je, kakšne barve so vrata. In vrata so odprta in s kljuko lepo odpreš ta vrata in greš točno po vseh sobah in hodnikih, začutiš vonjave, teksture, točno tako, kot je bil tvoj dom, ko si bila majhna. In se odpraviš do svoje otroške sobe in odpreš vrata svoje otroške sobe. In kar naenkrat zagledaš sebe tam. Eno tako najbolj fletno punčko, sama izbereš, koliko je ta punčka stara. Kaj ima oblečeno? S čim se igra? In ti prikorakaš do te majhne punčke in ta punčka te tako lepo pogleda, z nasmeškom te pogleda. Mogoče ima kakšne gumice v laseh ali pa špangice. Kakšne so njene laske? Lepo si predstavljaj celo podobico, njen lep obrazek. Koliko let ima? In ti rečeš živjo. Sama sebi rečeš živjo. A mi daš rokico, da te nekam peljem, in ta punčka ti z veseljem da rokico. In ti čutiš to rokico zdaj v svojih rokah. Kakšna je to taka čudovita rokica, majhna, nežna. Tako zelo nežna. In rečeš, a greš z mano, da ti nekaj pokažem. In ta punčka gre z največjim veseljem s tabo. In kar naenkrat se pojaviš v domu, kjer trenutno stanuješ. Če to še vedno ni tvoj sanjski dom, potem si predstavljaš nek kraj, kjer bi rada živela. Mogoče nek kraj, kjer bi rada potovala. In zdaj tej majhni punčki razkazuješ vse tisto, kar si že dosegla. Pokažeš ji vse, kar imaš doma. Mogoče so to diplome, nekaj kreativnega, knjigice, risbe. Kaj je tisto, na kaj si najbolj ponosna? In razkazuješ sebi, mali sebi, kaj si že vse dosegla, kako ponosna si nase, da s svojim trudom, s svojim trdim delom si dosegla in pričarala vse tisto, kar imaš. In ta punčka je zadovoljna z vsako stvarjo, katero pokažeš. Pusti, da podzavest te sama pripelje do teh miselnih vzorcev in slikic. In ko želiš, ko si pripravljena, se nekam usedi s to punčko, naj bo to nek topel, varen kraj. In to punčko daš v naročje. In ta punčka je tako majhna in tako ranljiva. In ti rečeš, a ti veš, da ti si jaz in jaz sem ti in ti si jaz. Kako lepo te imeti v naročju. In potem si predstavljaj, kako stisneš to majhno punčko, kako močno jo objameš. Daj te res objemi to punčko in reči, a ti veš, kakšna si ti carica. Pa ti si največja carica, močna, sposobna, luštna. Mogoče je še neka beseda, katero želite slišati, ki jo vam starši niso rekli. In sama sebi v tem trenutku zdaj nekaj rečeš, kar si vedno želela slišati. Da si dobra hčerkica, da si vredna. Kako vreden otrok. Predober otrok. Kako ljubezniv, ljubeč. Povej si, karkoli si želiš v tem trenutku. Res se stisni, ljubčka si da in si reči, koliko zelo te imam rada, jaz te čuvam in vedno te bom čuvala in jaz sem tukaj, da te varujem. In ne glede na to, kdo te bo kadarkoli želel užaliti, jaz tega ne dovolim, ker ti si del mene in jaz sem del tebe. Povej si še kakšno besedo, ki si jo sama želiš reči, sama sebi. In ko si rečeš to besedo, se še enkrat stisni in rečeš, ti si zmožna čisto vsega, kar si zamisliš. Zato sanjaj naprej, imej sanje, verjemi vase. In ko bo nekdo hotel nekaj slabega, ni mu treba verjeti.
Reči, ta oseba ima svoje komplekse in ne verjame vase, zato je v bistvu Boga oseba. Jaz sem pa sposobna in močna in lepa, prelepa sem. Perfektna taka, kot sem. In kar naenkrat se ta punčka v bistvu kot da zleze vate noter. Predstavlja si, da ostaneš iz tiste pozicije, kjer si bila. In kar naenkrat spet zagledaš stopnice, 10 stopnic je. In pri številki 1 boš spet nazaj tukaj in zdaj. Ampak lepo počasi se odpravljaš proti stopnišču, stopiš na stopnico 10 in dobro se počutiš samozavestno. Kar malo bolj pokončno stojiš. Številka 9, rečeš sama sebi. Vse tiste besede, ki jih res rabim slišati, tiste te najbolj pomembne so v bistvu moje besede. Številka 8, samozavestno stopiš na številko 8 in si rečeš, vse, kar si zadam, vse zmorem. Številka 7, noro dobro se počutiš, ker edino ljubezen, katero sebi lahko daš, je ta svoja ljubezen. In ta največ šteje. Številka 6, še bolj samozavestno stopaš po stopnišču. Številka 5, počasi že čutiš kontakt stola, kako se hrbet naslanja na stol. Številka 4, začneš slišati glasove, ki so zunaj. Številka 3, počasi se prebujajo vse celice v tvojem telesu. Od nog do glave si predstavljaj, kako se vsaka celica fila z energijo, tako kot bi dale cel telo polniti, s polnilcem za telefon. In vse celice se napolnijo in so zelene in kar žarijo od energije. Številka 2, začutiš svoje dihanje. Počasi lahko začneš premikati prste na svojih rokah. Čist počasi, samo toliko, da dobiš majhen življenja nazaj v svoje roke. Premakni te prste, lahko še glavo malo levo, desno. Polne so baterije vaše, celice so polne energije. In komaj čakate, da na številko 1, ko boste pripravljene, počasi lahko odprete oči. To je to iz moje strani, jaz se vam zahvaljujem. A je bilo komu tole všeč, a komu ne všeč? En aplavz za Saro. Ja, hvala.